tabo smo Tesla Center, Tina je moja malenkost in danes smo v temle jesenskem vremenu. Sabo je prineslo dež in pa nizke temperature, kar je to slaba novica za tvojo kožo. Zato je skrajni čas, da nego kože prilagodiš tem razmeram. V tem videu torej 5 nasvetov, kako se suho kožo soočiti v jesensko-zimskem obdobju. Umivanje in tuširanje, čiščenje obraza, izbira kreme za zimo, zaščita pred soncem, vlaženje prostora. No, če pogledamo na primer tole steno tukaj le za mano. To so ploščice, ki so med seboj povezane z nekakšnim vezivom. Pa naj me kakšen gradbenik sedaj preveč ne popravlja, ker pojma nimam o gradbenih poslih. Povem pa to zato, ker se podobna zgodba dogaja na naši koži. Zgornja plast celic, ki jih vidimo s prostim očesom, je odmrla plast. Vmes pa so v bistvu maščobne celice. In te maščobne celice tvorijo tako imenovano lipidno pregrado in so neke vrste cement, ki drži vse skupaj. Pomembno je zato, ker je ta pregrada, če je neokrnjena, vodoodporna. No, sedaj pa poglejva, kaj se dogaja pod kožo med tuširanjem. Tukaj na sliki vidiš površino kože. No, ta je prikrita z lipidno oziroma maščobno pregrado na zunanji strani. Vroča voda te maščobne molekule zmehča, zato se kaj hitro lahko izperejo. To pa pomeni, da si posegla v zaščitni sloj kože. Ta enostavno neha tesniti in vlaga ima tako prosto pot, da uide iz kože in povzroči suhost. Drugi nasvet je glede čiščenja obraza. Kako si ga čistiš? Mogoče z vodo? Te potem zateguje? To pomeni, da imaš trdo vodo oziroma vodni kamen. To seveda lahko vidiš vsak dan, ko se umivaš in se ti nabira okoli pipe. Ampak kako se pravzaprav zgodi ta vodni kamen oziroma trda voda? Predstavljaj si deževen dan. Dežne kapljice dosežejo tla, potem tečejo na primer iz hribov v dolino, vmes se srečujejo z raznimi kameninami, kot so usedline apnenca, krede, mogoče tudi mavca. No, vse te kamenine pa vsebujejo kalcijeve in magnezijeve karbonate, bikarbonate in sulfate. In delno jih potem voda odnese s seboj in tako ostanejo notri kot minerali. In če ima voda minerale, potem rečemo, da je to trda voda. Ti delci potem po umivanju ostanejo na koži, jo mašijo in privedejo do tega, da koža postane suha. Takrat se aktivirajo mastevciti. To so v bistvu kožne celice, ki sodelujejo takrat, ko nastajajo alergije. S takimi primeri se srečujem zelo pogosto. O tem, kako si torej očistiti kožo, da te potem ne bo zategovalo, sem že govorila v enem od videov. Tukaj imaš link, lahko se še enkrat podučiš. Tretji nasvet je izbira kreme. No, čez poletje večini zadostuje vlažilna krema, vendar pa ko temperature padejo, je čas, da jo zamenjaš s hranilno. Pobrskaš lahko med različnimi sestavinami, odlično je recimo lešnikovo olje ali pa arganovo olje, všeč ti bo tudi verjetno karitejevo maslo. No, če je zategovanje zelo intenzivno, potem ti svetujem, da kremo nanesi večkrat enkrat na dan. Prilagodiš pa lahko tudi večerno rutino in vanjo vneseš še kakšen hranilni serum. Četrti nasvet je zaščita pred soncem. Pa bi v bistvu moral biti prvi nasvet, saj sončni žarki po zimi niso nič manj nevarni kot pa poleti. Če se že fizično zaščiti z rokavicami in šalom, zakaj potem ne bi bila pomembna krema? Je pa pomembno, kakšno zaščitno kremo izbereš. Osebno še vedno najbolj prisegam na mineralne filtre. Izbereš pa lahko tudi kemične filtre. Razlika med njima. Kemični filter onesposobi oziroma nevtralizira sončne žarke, ko ti že prodrejo v kožo. Medtem ko mineralni filtri žarke dejansko od kože odbijajo. Na ta način pa tudi učinkovito oziroma bolj učinkovito preprečujejo nastanek prostih radikalov in pa pigmentnih madežev. Nekateri mi celo povejo, da na koži čutijo manj vročine, če se recimo poleti namažejo z mineralnim sončnim faktorjem. Ampak to je stvar za poletje. In še zadnji, peti nasvet je glede vlaženja zraka.
Nacionalni center za biotehnične informacije je v eni od svojih študij prišel do zaključka, da nizka vlažnost in nizke temperature povečujejo tveganje za izsušitev kože ter nastanek stanj, kot so atopijski dermatitis ali alergije. No, kadar vlažnost pade pod 35%, takrat pride do poškodb kožne bariere in povečanja dermalnih masteocitov. To pa so celice, ki so vpletene v kožne reakcije in alergije. Zato predlagam, da si umisliš vlažilec zraka, lahko pa enostavno položiš mokro brisačo na radiator. Za še boljše počutje pa dodaj še nekaj kapljic eteričnega olja. Hvala za pozornost, če potrebuješ kakšen nasvet v zvezi s suho kožo, lahko pustiš komentar spodaj. Če ti je bil video všeč, se naroči, da ne zamudiš lepotnih novic v prihodnje. Jaz bom pa kmalu spet nazaj. Čau, čau!